Janša, bila je 5. obletnica epidemije. Dajva se spomniti na vse stvari, ki si jih takrat počel. Grozili ste, nas strašili in nas kaznovali, namesto da bi nas pomerjali pa prepričevali. Preplačevali ste ventilatorje, ki kasneje nikoli niso bili uporabljeni. Vmes je Tonin zgubil tovornjak z zaščitno opremo, posel pa je dal kar svoji mamici. Dostavljavec je bil kaznovan, ker je na Prešercu jedel burek, družina pa je bila kaznovana, ker je jedla rogljiček. Tvoji prijateljčki, Janša, pa so kupovali in pol državi preprodajali neuporabne teste. O vseh ukrepih si odločil kar ti. Bil si glavni epidemiolog, brez da bi za kakršenkoli nasvet uporabil stroko. Spomnimo pa se še na enega tvojega prijateljčka, Kacina. Kacin naj bi z nami komuniciral o covidu. Njegova naloga naj bi bila, da bi nas pomiril, pa bil z nami prijazen. Ampak ena izmed njegovih najbolj znanih izjav je bila: uživajte, dokler lahko. In to v času, ko so številnim umrli babice pa detki. Ko smo pa lih pri babicih pa detkih, jaz recimo svojih nisem mogla iti obiskat, zaradi tega, ker smo bili zaprti v občine. Med drugim pa smo imeli tudi ful časa policijsko uro. V prvem valu ste zelo vehementno razglasili zmago. In vse, kar smo v tistem trenutku rabili, je bil še prelet letal. Šli ste na dopust, Kacin verjetno na Krk, in pol ste prišli v jesen čist nepripravljeni, zgodil se je drugi val in razmere so bile katastrofalne. In v tem obdobju se je zgodil tudi nesorazmerno veliko smrti upokojencev v domovih za starejše. Pol so se pa zgodili protesti. In dajmo se spomniti, kaj vse se je zgodilo med protesti. Zaplinjali ste Ljubljano. Zaplinjali ste upokojence, mamice z dojenčki. Kaj vse se je še dogajalo? Hojs je po Ljubljani paradiral z brzostrelkami in starejši ljudje, ki so mirno brali ustavo na Trgu Republike, so bili nasilno odvlečeni stran. Vse to so stvari, ki so se dogajale. Naša naloga pa je, da se jih spomnimo in na naslednjih volitvah poskrbimo, da se ne zgodijo nikoli več.